Spoštovano občestvo, lep pozdrav v tretjem delu trilogije Sporočila iz morja, oziroma Sporočila morja. Kot vidite, bo ta tretji del narejen po dnevi. Se lahko vidi, kje sta bila narejena prva dela, lokacija še vedno ista. Republika Hrvaška, Dalmacija, otok Pašman, kraj, plaža Dužica. In piha veter. Govoril bom bliže mikrofonu, da ne bo toliko šumov. In da zaključimo sedaj podajanje teh 5 misli. Bom pričel takole, da bom še enkrat ponovil prve 4. Torej, človek, ki se degenerira v bitje, ki planet na mestu ustvarja in neguje, uničuje in v bistvu degenerira, se imenuje človečnjak v tem pojmovanju. Človečnjak je tisto človeško bitje, ki po domače rečeno ne ve, zakaj obstaja. In ker človečnjak nima izdelanih vrednostnih sistemov, ki bi bili usmerjeni v koristnost, jih ima izdelane takole, da so usmerjeni v škodovanje. In naštel sem nekaj temeljnih problemov tega tako imenovanega človečnjaka, ki se tukaj tudi v času dopustov ob morju zelo dobro vidijo. Torej, človečnjak goji mnenje, da mu sonce škoduje. Ne vpraša se dovolj intenzivno, koliko je z uničevanjem ozonske plasti pripomogel k temu, ampak ima pač mnenje, da je sonce škodljivo. Ne sprašuje se zadosti obsežno o tem, kako pomemben energetski generator je sonce, ampak se sprašuje o tem, katere kreme si je najbolje mazati. Prav tako se ne sprašuje, ko v ozračje spušča kerozin, izpušča pline in podobne kemikalije, ki ozonsko plast najedajo, ampak si išče zavetje in ustvarja filozofijo, da je pač pred soncem treba iti v senco. Druga stvar, človečnjak si je ustvaril vrednostni sistem o dobrem in slabem in na podlagi tega mnenja, da je nekaj na tem svetu dobro, nekaj je slabo, ne sprašuje se pa o konotacijah, da ima denimo vse nek svoj smisel, ampak kar ni po njegovem vrednostnem sistemu je slabo, in če je preveč indoktriniran z vero, je potem to slabo tudi treba uničiti, pregnati in sankcionirati. Tretja stvar, človek je zaradi načina kulture bivanja izgubil stik z magnetnim poljem Zemlje, ne stoji na tleh, trdno na tleh, ampak v neprevodnih športnih copatih na betonu, torej na mestu na živem magnetnem polju planeta, stoji na mrtvem betonu in tako izgublja stik z elektromagnetnim valovanjem, ki ustvarja življenjske in zdravilne vibracije. Zelo preprosto. Četrta stvar, človek se ne zna ustrezno živeti v ekosisteme in se nekako od živali distancira. Živalska in rastlinska bitja v njegovem bivalnem okolju ne predstavljajo nepogrešljivih elementov, ampak si misli, da jih je pač možno nadomestiti. Na mestu biotopa za denimo redkovrst žab se zgradi tam športno dvorano, za žabe se pa ne poskrbi ustrezno in človečnjaku je bolj pomembno, da ima športno dvorano, kot da imajo žabe življenjski prostor. In peta stvar, ki jo bom načel danes, da zaključim tole trilogijo Sporočilo iz morja, je pa hedonizem. Človečnjak ustvarja in neguje vrednostni sistem, ki zelo temelji na hedonizmu. Malo smiselnega dela, veliko denarja in veliko nekih dogodkov skozi življenje v tistem smislu. Življenje je samo eno, treba je maksimalno doživeti in ne glede na to, kakšne so posledice, kaj mislim natančno s tem. Človečnjak, ki se ne sprašuje sploh o tem, zakaj kot človeško bitje obstaja, se pač nekih znanj nauči v življenju in potem neguje življenjski slog,
ki ne temelji zadosti na ljubezni, denimo najbolj se to pozna na področju seksualnosti. Klasične ljubezenske veze, kjer vmes tudi romantika, pisanje pesmi, držanje za roko izginjajo, pospešeno izginjajo s pojavom svetovnega spleta in njihovo vlogo nekako pospešeno prevzema perverzna erotika in trda pornografija. Mladina, ki še ni osebnostno dovolj zrela, tudi ne zato, ker si starši ne jemlje več zadosti časa, da bi nudili ustrezno vzgojo, se lahko že v osnovni šoli dokoplje do spletnih porno strani. Tam najde kar širok nabor perverzij. Seveda je jasno, da so človeški možgani na te stimulanse občutljivi. Občutki vzburjenja spolnega tem ljudem pašejo. Mnogo prehitro in mnogo preveč intenzivno se pojavi masturbacija. In ko je denimo moškemu, denimo, da je to na moške bolj, da je za moške to bolj dotično, kakor za ženske, oziroma kot za ženske, se potem potreba po ženski pri moškem, ki je preveč kontaminiran s pornografijo in masturbacijo, ne pojavlja zato, da bi on dejansko imel stik z ljubljeno osebo nasprotnega spola, ampak rabi pač spolno partnerico. In namesto ljubljenja se dogaja fukanje. Preprosto rečeno, ampak tako je. In zaradi tega padajo vrednote družin. Ljudje, ki imajo otroke, so seksualno odprti za druge ljudi, prihaja do varanja, do nestabilnosti in v bistvu s tem pada tisti občutek varnosti, trdnosti in ustvarja se nek tip človeka, ki mu je prevara vsakdanji del življenja in prevara v seksualnosti se širi dalje na prevaro v poslu, prevaro v prijateljstvu, prevaro v kolegialnosti in tako naprej. V glavnem, že Freud je nekoč zelo izpostavljal pomen libida in lahko rečem, da zaokrožim se skupaj, da je problem človečnjaka, da ima iztirjen libido. Kakorkoli se bo to kaže, pa je odvisno od situacije. Denimo, pogledajte, da je nek politični vrh trenutne Slovenije vsaj v določeni meri v stiku z zlorabo psov in da je to tako nesankcionirano, je prav zanimiv fenomen. Je pa to perverznost najvišje sorte in potem se človek vpraša, kako lahko takšni človečnjaki vodijo državo, ki so v teh stvarih poučeni in se niti ne zgražajo. In žal je človeštvo, družba padla tako nizko, da zaradi vseh stresov ljudje hočejo imeti predvsem mir in se ne angažirajo k izgrajevanju družbe z nekimi stabilnimi etičnimi in moralnimi sistemi, ampak nekako skrbijo za tisti svoj mir in bodi si da, bodi si ne, lepo drvijo v ta izmaličen vrednostni sistem, ki je iz človeka naredil človečnjaka. Spoštovano občestvo, v tej trilogiji je bilo torej navedenih nekaj osnovnih problemov oziroma osnovnih težavnih sklopov oziroma sklopov, rečemo tak, sklopov degeneriranega človeškega uma. Sedaj bom še enkrat ponovil. Neustrezno pojmovanje sonca in s tem celotnega ustroja univerzuma, sploh premalo potrebe, da bi ljudi doumeli, kdo so in kaj so. Če že bivaš v vesolju, moraš imeti vse osnovno znanje, to je moje prepričanje. Bi morala biti kozmologija na nekem takem, rečemo temu, osnovnem nivoju predmet. Že v osnovnih in srednjih šolah, da bi ljudje vedeli, kaj so to galaksije, kaj so sateliti, kaj so planeti, da bi znali planete našteti in tako naprej. Ker ni samo svet, v katerem bivamo, planet Zemlja, ampak je celotno osončje, celotna naša galaksija. Osnovna šola poznavanja galaksije, v kateri bivamo, bi morala biti pogoj, da bi človek dojel, da je sestavni del širšega sveta. Druga stvar, dobro in slabo. To, kar mi ni pogodu, je slabo. In ker imamo nabit ego trip, si mislim, da je to slabo splošno. To je pač miselnost človečnjaka, to ni tako. Treba se znati naučiti tudi ločiti vedenje od človeka. Tudi če se kdo vede slabo, ne pomeni, da je slab. Treba je poiskati vzroke,
Torej tukaj se vidijo predvsem tiste cerkvene dogme, ostanki cerkvenih dogem, ločevanje na dobro in slabo, kdor ni z nami je proti nam, ker smo mi dominantna religija, smo dobri, on je slab. In s tem se izmaliči tudi tisto ravnovesje, da je morda na 10 ljudi nekdo nadpovprečno nadarjen in ker jih ima tistih ostalih 9 preko oblast, je ta nadpovprečno nadarjen dostikrat prezrt oziroma celo zatiran, kar je zelo slabo. Spomnite se, cerkev je v srednjem veku zažgala mnogo pomembnih znanstvenikov, ki bi svet popeljali kar občutno dlje naprej, kot je danes. V glavnem, dobro in slabo, treba si je vzeti v takšnih situacijah ustrezen čas za premislek in ustrezno definirati. Tretja stvar, stati trdno na tleh. Ljudje imajo premalo pristnih naravnih bioenergij in tako kot je zabetoniran planet, je zabetoniran njihov sistem dojemanja, kar se okoli njih dogaja. Trd ko beton se reče, nekatere ženske celo reče, da imajo moški, ki so tako kontaminirani srce kot kamen, brezčutnost, brezčustvenost, torej robotiziranje človeka, zato ker si je zabetoniral svoj življenjski prostor, nima pristnih naravnih bioenergij. Četrta stvar, človek se postavlja v neko nadnaravno pozicijo in si jemlje dovoljenje, da po svoji volji in po svoji izkrivljeni kulturi manipulira s prostorom, uničuje ekosisteme, glavno da je v smislu kapitala, to je uničevanje živalskih in rastlinskih vrst, velika katastrofa za ravnovesje tega planeta. In petič, iztirjen libido. Hedonizem, hedonistična seksualnost nadomešča ljubezen. Otroci so prehitro spolno dejavni, prehitro so v stiku z informacijami in žal so v stiku s takšnimi informacijami, ker so spolni akti predstavljeni kot fuk, ne kot ljubljenje, agresiven seks. In ker so to senzibilna leta, ko so ljudje oziroma mladina, otroci mladina v stiku s tem, si izgradijo to vrstna pričakovanja in jih potem tudi nekako distribuirajo. Tako, spoštovano občestvo, čas je, da človečnjaštvo spet postane človeštvo in zelo mnogo bi pripomogel ali pripomogla ti k temu, ko bi se vprašala, kako se predstaviti nazaj na zdravo pozicijo v celoti, vsaj stremeti k temu, da bi bili vrednostni sistemi zdravi, ni treba to narediti zdaj na pol, ampak treba je kazati permanentno voljo, da se situacija reši, v objektivu so vidne ribe, da se situacija reši in se tako skozi generacijo 2 vzpostavi nek zdrav vrednostni sistem, kajti vkolikor bo šel svet naprej takole, kot gre trenutno, kjer se konflikti rešujejo z vojnami, kjer se narava črpa več, kot se lahko regenerira in kjer na mestu ljubezni vlada hedonizem in sovraštvo, tako dolgo se bo človek nahajal na poti človečnjaštva in tako dolgo ne bo možnosti, da se zavožen svet vrne na pravo cesto, ampak bo tale vas obtičal nekje v blato. Hvala za pozornost in nas videnje.